Človek Johann Sebastian Bach. Pero, črnilo, list in tipke, in ti. Mogoče ni bilo dovolj za srečo, kdo ve, a vendar se pogosto zdi, iz tega si je spletla gnezdo večnost. Zakaj si? Kje si? Kaj je to, da si? Vprašanja, prva, zadnja, karavane zmot razpuščajo se. Tam je jasna pot v resnobno vedri igri z zvezdami. Ti, človek, kdo ve kakšen, si jo odkril. V kristalih tvojih zvokov vsak postaja ti. Zares, kdo ve, če to bila je sreča, to, da tišina znotraj je vse večja. A šel si in si tu, si, kar si bil. Kdor je od te samote, se ne izgubi. Prisrčno pozdravljeni na srečanju s pesnikom dr. Branetom Senegačnikom. V uvodu so nam Elizabeta, Jan in Julija zaigrali prvi stavek koncerta za 2 violini Johanna Sebastiana Bacha. Ta glasba, ki nas nagovarja že stoletja, pa je segla tudi v svet besede našega današnjega gosta. Dr. Brane Senegačnik je nagrajenec Prešernovega sklada, zaslužen za svoje delo na področju pesništva, prevajalstva, publicistike, esejistike in klasične filologije, ki tudi predava na Filozofski fakulteti, posebej pa se specializira za antično gledališče. Ne smemo pozabiti omeniti, da pozna tudi zavodske prostore, kajti ko se je gimnazija ponovno ustanovila, je dr. Senegačnik tu predaval kot prvi profesor klasičnih jezikov. Tokrat pa nas je počastil z namenom, da prisluhnemo življenju v njegovi poeziji, ter da preko pogovora morda izvemo kaj več o pogovorih z Nikomer in ostalih njegovih lirskih delih. Slišali smo, kdo je dr. Brane Senegačnik kot pesnik, zdaj pa naju zanima, kako se v tem trenutku sami čutite kot pesnik in kaj poleg pisanja še zaposluje vaše dneve. No, najprej se jaz lepo zahvalim vam za povabilo in to čisto iskreno rečem, da sem počaščen s tem vabilom. Nekaj vam bom o tem svetu, literarnem, slovenskem svetu literature povedal. Že kar precej leti sem gledal eno oddajo, v kateri je bil gost tudi Feri Lainšček, ki je dobil glavno nagrado Prešernova takrat, ko sem jaz dobil nagrado sklada. In se spomnim, da je v tej oddaji rekel, da se, pa to je že precej let, kako se stvari spreminjajo, da je zdaj v zadnjem letu bil samo na kakšnih 25 šolah povabljen, medtem ko je prejšnja leta tudi po 40krat ali pa 50krat se odzval na tako vabilo. Jaz sem danes prvič dobil vabilo iz kakršnekoli šole slovenske. Zato je veliko razlogov, seveda pa jih ne bom zdaj razgrinjal, ker želim, da je to srečanje prijetno in poetično, ne pa kakšno drugačno, kot bi sicer najbrž moralo biti, če bi kaj več o tem govoril. Posebej drago mi je pa to vabilo, ker je prišlo, čeprav razumem, prav od vas, dijaki, niti ne po kakšnem dogovoru, recimo z vodstvom šole ali kaj podobnega. Pred dolgimi leti, če sem iskren, sem že bil na srednji šoli, ampak to je bila ta ista šola v času, ko je bil sedanji pomožni škof, dr. Jamnik, direktor, in takrat mislim, da me je on enkrat povabil, da sem bil tukaj. Kakorkoli. Zdaj ne govorim tega zato, da bi tožil, ampak zato tega, da mogoče malce boljše spoznate, kakšne so
tudi v resnici razmere v tem literarnem, umetniškem, kulturnem svetu v Sloveniji. Torej, trenutno se počutim seveda zelo dobro, odlično, ker sem pač tukaj na recitalu, ko smo poslušali to res lepo Bachovo glasbo, s katero tudi sam lahko rečem, na nek način živim. Ne samo s to, seveda, ampak tudi s to. Ja, rekel bi takole, no, da se z leti začenja očitno čas hitreje vrteti, tega seveda vi še ne morete, pa še dolgo ne boste mogli razumeti, s kakšno naglico se vrti svet v teh letih, v katerem sem zdaj jaz. In je mogoče to krivo, da je pravzaprav prostega časa vse manj, da se mi zdi, da ves čas pravzaprav ali nekaj berem ali pišem, da sem že skoraj nekakšen stroj za proizvodno besedil postal. Malce se šalim, ampak ogromno je dela in vedno manj časa. To pa seveda za poezijo ni dobro, ker ena stvar je, ki je po mojem res bistvena, za lirično poezijo, se pravi poezijo, ki izraža, ki naj bo gosta, intenzivna, mora človek imeti veliko časa. Veliko notranjega časa mora imeti, da na nek način tipa po samem sebi, posluša samega sebe, posluša tišino, se nekako odmika na nek način tudi ljudem drugim. Pa ne zato, da bi postal nekakšen ljudomrznik ali pa da bi iskal neke vzporedne svetove, ampak zaradi tega, ker je bistvo takšne poezije to, da zdrsneš pod površino. In življenje se je, tudi tega seveda ne morete na tak način razumeti, kot lahko pač ljudje, ki so toliko stari kot jaz, neverjetno spremenilo in neverjetno je tudi postalo površinsko. Zakaj? Najbrž si noben od nas, že jaz si več ne znam predstavljati življenja brez mobilnega telefona. Kaj šele brez interneta, mrežja. Google the Almighty, vedno greš pogledat gor, karkoli iščeš. Že veš, da boš nekaj našel. Naša komunikacija, če ne dobiš odgovora v 2 minutah, si že živčen, kaj je narobe. Poskušajte si zamisliti svet, v katerem vsega tega ni bilo. In smo si, če sploh kaj, smo se klicali po telefonih, ampak to so bili stacionarni telefoni. Šel si od doma, ja, te pač ni bilo, nisi bil dosegljiv. Pisali smo si pisma in potem je trajalo, preden je pošta to prinesla, preden je oseba prebrala, preden ti je odpisala. Ampak smo bili navajeni, to je bil tempo doživljanja. Zato mislim, da čisto nič ne pretiravam, ali pa nisem nostalgičen po tistih časih, ampak sem ugotavljam, da je čisto drugače. Bolj smo, bi rekel, pazili na vsako besedo, bolj smo čakali vsako besedo, razmišljali, kako jo bomo izrekli, ali pa zapisali. Zdaj seveda vsega tega ni. In še to, rekel bi si človek, ja, saj to so krasna orodja, računalnik, telefon, pa tako, lahko pišeš, brišeš, včasih najhujša stvar je bilo pisati na pisalni stroj, veste. Recimo si pisal diplomo, ki je imela 80 strani, in si se pol tam nekje videl, da si se zmotil, in si narobe zatipkal in pol je bilo treba to vse preurejati in na novo tipati, skratka grozno. To je zdaj čudovito, ko vse tako lahko spreminjamo sproti. Imamo več časa, ampak nimamo več časa. Zato, ker je pa toliko več vseh besed, dopisov, tega, onega, prazne komunikacije. Časa je, jaz bi rekel, po moji izkušnji manj. Mogoče zato, ker pač postane z leti počasnejši, ampak ne vem, če samo zato. Zdi se mi, da se besede
kar množijo. Ne množi se pa njihov smisel, njihov pomen, njihova teža. Tako da je časa vse manj. Kar pa imam časa, ga pa, če se le da, izkoristim za to, da grem ven, da grem v naravo, najrajši v hribe. Lahko tudi vmes, ne vem, če bom kakšno tako pesem bral, bom povedal tudi, kje je nastala. Če kaj poznate, no, hribe. Ampak zakaj grem rad v naravo? To sem že kdaj povedal, pa vedno rad povem, ker mislim, da je pomembna stvar. Zakaj človek pravzaprav gre v naravo? V naravi ste med stvarmi, ki jih nismo mi sami naredili. Tako kot sebe nismo sami naredili. Mislim, tudi naravo seveda lahko oblikujemo, gojimo, ne vem kaj, in sebe seveda, ampak v bistvu se pa nismo naredili. In ko živimo takole v svetu med samimi človeškimi izdelki, kar je seveda prijetno in fino, ne, imamo, hočeš nočeš, en drugačen občutek, ne. Vemo, kdo je to naredil, bolje rečeno vemo, kje to izdelujejo danes, ne, v kateri državi, odkot je prišlo, tako dalje. Ampak vse to je ena, bi rekel, ena raven, ne, na kateri lahko čutimo pa razmišljamo v življenju. Ko si pa v naravi, si pa tam med stvarmi, ki pač so, pa bi bile tudi če nas ne bi bilo, in jih lahko tudi, mislim, tudi nas lahko ne bi bilo, tudi ta misel te v bistvu lahko obide. Ne. Tam pravzaprav vidiš, kako ob vsej tehniki, ob vsem obvladovanju sveta, kako majhen je pravzaprav človek, pa smo majhni mi vsi. Ne. In se mi zdi, da je to zelo pomembno, zato ker je to zelo realno. Mogoče niso to te prave besede za mlade ljudi, ne. Ampak vi ste me povabili in jaz vam bom govoril o sebi. Mogoče to pravim tudi malce za šalo. Mislim, da to velja pravzaprav za kogarkoli, ne glede na leta, starost, kraje, kulture, kjer živi. V naravi na nek način si ljudje lahko tudi pridemo najbliže, prav zaradi tega, ker pač spoznamo to svojo, na nek način majhnost, pa na nek način tudi svojo pomembnost. Tako. Hvala. Zdaj pa bi vas prosila, da preberete pesem Dom v pesmi, po kateri sva z Gabrielo tudi naslovili današnje srečanje, ker se nam zdi, da ima toliko lepega zadati. Dom v pesmi. Ko listi se dotaknejo spomina, to niso več le breze, bukve, hrasti. V zvonjenju modrem mesto se razblinja in v zraku lahki plavajo obrazi. Ni jih rodil Šagal, temveč daljava, in to, da niso tvoji, kakor prej. Nad strehami jih nosi, vse se vrača, čeprav za zmeraj izgubljeno je. In nekih zvokih prostor se odpre, vas rahel, neskončen, kot upanje vlažen, iz jugozahodnika rojen, prividen in daven. Dom pesmi, bežnejši kot pesem sama. Spomin in liste von neba poplavlja. Življenje zdi se, česar tu ni več. Slovenci smo pesniška velesila, vendar pa je v zadnjih časih moč opaziti, da malo kdo poezijo dejansko bere. V svojem delu V iskanju izgubljene mire ste tudi zapisali o vašem in o pogledu sodobnega človeka na pesništvo. Poezija je, če nič drugega, dolgočasna. Življenje je izenačeno z akcijo, te pa tam ni najti.
zato je v prevladujoči mentaliteti našega časa obsojena na propad. Ali menite, da se je ta pogled današnjega tehnološko orientiranega človeka spremenil, kaj omilil ali le še bolj okrepil? Ste danes bolj optimistični? Zakaj danes sploh še brati poezijo? Torej, pravzaprav moram reči, da sem optimističen oziroma sem zmerno optimističen, zato pravzaprav poezijo sploh pišem in berem in spoznavam ljudi zelo različnih generacij, in to zelo veliko pomeni. No. To je seveda najvažnejše. Sicer pa mislim, da seveda te stvari, ki se tako dogajajo, da so globlje, da se ne morejo kar tako spremeniti, ker so povezane z tem, kako je naravnana civilizacija nasploh in iz nekega načina življenja, ki nas določa, tako rekoč 24 ur na dan, ni mogoče kar tako preprosto izstopiti. Pač pa se je zgodilo še nekaj drugega, kar tudi mogoče bi sodilo sicer kam drugam, da bi govoril, pa bom vseeno tudi tukaj povedal, ker se mi zdi prav. Mislim, da ni težava samo ta zunanji odnos do umetnosti, do poezije, ampak da je velik problem ta, da se je pravzaprav preselilo eno takšno bistveno nepoetično občutenje sveta tudi v umetnost samo. Torej v tisto, kar velja za umetnostne institucije, kar velja za umetnost, da se je znotraj tega pravzaprav razmahnil nek odnos, ki je na nek način tehničen, aktivističen v vsakem primeru, pravzaprav neredko tudi odkrito političen, kar je seveda absolutna smrt tistega, kar je umetnost v svojem bistvu, v svoji substanci. In da je pravzaprav se vzpostavilo neko nenavadno stanje, da velja za umetnost pravzaprav tisto, kar je tako ali drugače aktivistično in politično uporabno. Seveda, to velja predvsem za tista okrožja, ki so profesionalno ukvarjajo z literaturo ali pa z umetnostjo, veliko manj pa za ljudi nasploh. In ta situacija je na nek način me žalosti, no? Na nek način me pa včasih, kada sem dobre volje, spravlja tudi malo v smeh. Vsekakor sem zelo vesel srečevanj z ljudmi, ki imajo umetnost radi, ki pač iščejo v njej ne vem kaj, lepoto, smisel ali pa same sebe, ne pa nekih ciljev, ki so diktirani pravzaprav iz nekih okolij, ki pravzaprav nimajo blage veze z umetnostjo. In v tem smislu sem pravzaprav pa sem optimističen, no, mogoče celo kljub vsemu temu, ker sem zdaj povedal za odtenek bolj, kot pa sem bil takrat, ko sem pisal to knjigo, tega zdaj že zelo, zelo dolgo. Zaradi tega, ker pravzaprav sem vmes spoznal kar zelo veliko ljudi, tudi mlajših ljudi, ki pač skozi umetnost iščejo sebe, na nek način iščejo smisel. Skušajo pravzaprav spoznati, kdo so in skušajo na ta način, da ali ustvarjajo umetnost, pa jo berejo, gledajo, poslušajo, postati, živeti. Hvala. Zdaj pa vas prosiva, da preberete nekaj svojih pesmi iz različnih zbirk. Najprej bom prebral 2 pesmi iz zbirke Ptice iz črnih zvezd, ki je šla pred veliko leti. Prva pesem, ki ima naslov De profundis, je nastala v času
obleganja in obstreljevanja Sarajeva, ker je bila zelo grozna stvar, ki je dolgo trajala, ki je zahtevala strašno veliko civilnih žrtev v takratnih balkanskih vojnah. In seveda, ko udari resničnost na tak način, kot udari v vojni, takrat se nekako komaj da zdi smiselno kaj povedati. Pravzaprav je etično vprašanje, ali človek sploh sme ob tem kaj govoriti, pesniti, peti. In vendar, ljudje sami, ki so takšne stvari preživljali, so včasih rekli, zapisali, da jih je v bistvu celo v takšnih situacijah na nek način reševala pesem. Mislim, psihično jih je reševala. In zdaj, nažalost, se dogajajo stvari, ki niso manj hude, ampak morda še hujše od tedanjih. De profundis. Kot da bi mogel izreči, kar je. Kot da bi mogel pozabiti in uteči pozabi. Nad izžganimi očmi in odteklo krvjo v tej kostnici duha kliči svoj da. Ljubezen. Dvoje sanj se zliva v tvojem glasu, v kristalnem jezeru noči, molčeče sonce mojega življenja. Iz temnega zlata spomina rasteta veter in trava in mrtve besede in tuja mesta in milijarde nikoli pozabljenih zvezd. Med tvojimi in mojimi ustnicami raste brezno, v katerem diha izgubljeno nebo. Dvoje sanj, kdo jih razdeli? Iz zbirke Dvojni čas, Madama Butterfly, ne vem, koliko kaj poznate opero Puccinija. So nekaj verzov, ki so direktno iz libreta te opere. Sneg začenja, bele sence davnih prividov poseljujejo ulice, po katerih sem hodil srečo pod roko, kot ne bom šel več nikoli. Po zarošenih šipah izložb, po avtih sneži, po antenah, po smetnjakih, po mokrih pločnikih, v katerih odseva nemir te ure, sneži. Sneži po drevesih, v zeleni nič spomina in gluhi jutri onkraj naših dni. Nebo poje svojo pesem v tempu druge resničnosti. Rože daljav zasipajo še to malo mizo, za katero sediva v brezbarvnem bistroju, in moje besede, ki se krčijo od neizrečenega, in tebe, ki to veš. Preveč pomladi je, preveč luči je danes za moje izdajalsko srce. Ah, grenka vonjava teh cvetov, kapljami v prsi, kakor strup. Sneži nad Ljubljano ali Nagasakijem. Čas ne boli več in misli, ki hlastno sesajo sleherni hip te bližine, so te pijane, kakor veter pomladnih vod. Tvoja roka je zazibala gugalnico za pot brez prestanka. Sneži na reko, na dvorišča, na strehe,
in na žalost. In v mojih sanjah je dovolj svetlobe, da te vidim. Daleč si, tukaj, na velikem mostu neba. Na temnem pragu upa. Zimska pravljica. V meglice drobni šiv se luč ulega, ki sonca sape tiho snežijo. Cvetovi sanj že potopljeni spijo v naročju dne in časa voz izprega. Daljava smeh otrok odnaša z brega zelene reke. Že v očeh topijo blesteče se jim ure in letijo kot žoga k nebu, ki ga molk oblega. Med vrbami se lune otok vzpenja. V perutih zime skrit se v noč preliva, drseče preko ustnic hrepenenja, kot prsti, ki jih solza sna omami. V rokah spomina se glasbilo drami, pojoč tišino, ki v tišini biva. Ti, beseda, ki lebdi, daljni klic in prazne roke, zvezde, ki jih nosi kri nad upa zlomljene oboke. Ti, beseda, ki zamira in izriše prostor rano, roža bitja se odpira in potone v nespoznano. Arije antike. Prva pesem je nastala v spominih mojih na davne čase, ko sem še kot otrok starši hodil preko Studorskega prevala, če veste mogoče, kje je to nad Pokljuko, nad Konščico, tam gor. To so Vodnikovi Koči in Triglavu. Post ludi. Macesni v živem zraku, pletenice sanj, ker molk minulosti zeleno žubori. Iz rož, iz skal, iz nikdar zvečerjenih dni, sijaj te ure milostno je stkan. Podobe, ki šele od znotraj zažarijo, ko v nedosežnostih izpere čas. Ki to, kar nedoumno nosi nas, v igro vetra in borovcev lovijo. Kar je bilo v rozeti svišča zbrano, gori navznoter z modrimi plameni. Melišče, z divjim soncem posejano, samotne straže rušja krog in krog. Par krokarjev že sklepa lovski krog, nad njima se brez dna sinjina peni. Naslednja je pa obmorska, tudi iz predavnih let. Novigrad, mislim.
modre večnosti prastar privid, s cvetovi jader redko posejan, bršljan, v zelenih zvest preprogo stkan, pod stebli trd, čarobno živo skrit, brez težnih lastovk nagli lovski let in suha, trpka sončeca osatov, v robidju črne oči, srebro škržatov, duhovi trsja, ki vroče pogled in veter, v 100 oblikah brez oblike, svoboda, oblak, jok in hrepenenja in vera, ki besedejo molčijo. Za hip, ko ure vse bežeč stojijo, izbriše tisočletij temne krike in ureže rožno sled v granit trpljenja. Pomladna pravljica. Zelene solze, ki kapljajo z vek oči, dehteč po jugu, pojejo po krajinah prihodnih, o zefirih, vrelcih sna v dalinah, o starih zvezdah in o teh, ki jih še ni. Kot da bi skozi skrita srca vseh stvari šumela ena reka, padajoč neznano, mehak je svet. Nebo se odpira v sinjo rano, za jate ptic, za zračne rože večnosti. Kjer mesto božajo zeleni kodri vode, odmeva strgal smeh narcis. Nov čas živi, kot popje blag in svetu, kot oko svobode. Zdaj nič ni daleč, nič ni blizu, vse leti in znova žive v tem prostranem snu, lovijo se pijane roke duš. In pogovori z nikomer. Ta prva, ki jo bom prebral, je nastala pod Storžičem. Črn krik. Visoko, kjer modrina pobledeva, črn krik. Nikogar ni, samo daljave, kot konjska griva goste čvrste trave in toliko tišine da odmeva. In v reki vetra mešajo se slike, pol želje, pol spomini, vse v njej plava, pojoč svoj spev kot Orfejeva glava, vsi dnevi, obrazi, misli, vonji, oblike. Črn krik. Že skoraj tudi tebe ni. Poletje lije prek molčečnih skal. Je ura, ko svetloba nima obal in je le ena uganka. Biti tu, ta ura sreče, ura nemoči in njena pesem, pesem brez glasu.
Ves svet je par besed. V to, kar si rekla, zajela si ves molk. In z njim vse to, kar veš in česar ne, resnico iz nevednosti in solz, življenje, ki od sebe globlje gre. Zelo navadni, skopi stavki, komaj kaj. Besede pa so se odprle kakor okna, žareče od smrtno vrtoglavega opoja, in šla je ura, ki se reče ji nikdar. To, kar si rekla, je včeraj, danes, jutri, ves jaz, vsa ti. Kako se vendar to zgodi? Okostja želj in upanj, vere, žalosti, obzorje, ki zadira vate slepe oči, samota, ki nabira kakor krise v ustih. Ves svet je par besed, nihče jih drug ne čuti. Še ena pesem, ki je nastala ob glasbi Arva Perta, estonskega skladatelja. Skladba Ogledalo v ogledalu. Nihče ne ve. Nekdo je rekel, tišina ima oči. Nekdo je rekel, temno zlate. Nekdo, da z njimi vidi skozi čase. Nekdo o njih piše, da te ni. Je voda, ki priteka od nikoder, svetlikasto pršenje česa. Je travnik, ki se ven oko pogreza v zelenem vetru srh usode. Kapljajo zvoki, ti odhajaš navzven, navznoter, črte se topijo. Nihče ne ve, življenje je prosojno. Nihče ne ve, kaj se zares dogaja. Notranji dež ti moči kožo. Blizu čas je, ko stopil boš v tišino. Resnično vam hvala za prebrano. Zdaj pa nas zanima, ali mislite, da se pesnika naredi zgolj ljubezen do pisanja poezije, ali bolj drži poeta Nastitur non fit. Potem pa, če bi še morda povedali kaj o svojih začetkih pisanja. Poeta Nastitur. Na to temo je sicer zelo veliko bilo že premišljevanega, napisanega in tako dalje. In jasno je, da to, če nekdo ima talent, da se mora to seveda šele pokazati in da ne gre gladko in da mora zelo veliko delati. Veliki ameriški romantični pesnik Edgar Allan Poe, vem, da ima ta stavek, da pač lenuhi mislijo, da pesem nastane tako, ne, tisti, ki se, torej, domišljavi lenuhi, ne, da vrže črke v zrak, pa bo v tem obliki pesmi padla na papir, ne. Tako seveda ne gre. Poeziji je jasno ogromno dela, ogromno poizkusov, redko kdaj pa pač pesem kar pride, ne. Torej, meni zelo dragi pesnik, sicer zelo svojski tudi, no, nemški pesnik Gottfried Benn, imel pa to misel, ne,
da pesem že je, že pride, nastane, samo besede še treba najti zanjo. Kar pomeni seveda, da po mojem prepričanju pesmi ne nastajajo iz besed, pesmi ne nastajajo iz idej, velik del zlasti moderne poezije pač nekako izhaja iz tega, iz asociativnosti, iz tega, da da beseda besedo in se iz tega potem nekaj sestavi, kar ima vtis pesmi. Mislim, da to ni tako. Ne nastaja pa po moje pesem tudi ne iz ideje, v tem smislu, da ti veš, da bom pa to napisal in potem pač napišeš nekaj, kar zveni kot pesem. Ne, stvar je po moje veliko bolj komplicirana. Če jaz zdaj pa sam povem, mislim, prosim, ne me narobe razumeti, zdaj sem omenil velika imena, zdaj pač govorim, ko pri moji malenkosti se to dogaja. Ampak dogaja se pač tako, da je zmeraj eno posebno stanje, ki bi mu lahko rekel navdih. Saj tudi vsi vemo, tudi da pišemo poezijo ali pa delamo kaj drugega, celo se učimo, da smo kdaj bolj razpoloženi, kdaj pa manj razpoloženi za to. In precej podobno je pač tudi pri pisanju poezije. In navdih je bistveno stanje posebnega razpoloženja. Vendar pri meni ni ponavadi tako zelo dobro razpoloženje in pač, da potem pesem kar nastaja, ampak je v bistvu, prej bi rekel neko nelagodje, no. Včasih podobno celo kakšnemu glavobolu, ki se nikakor ne more ponehati drugače, kot da pač iz tega skušam se rešiti z verzi, ki jih naredim. In včasih gre lažje, včasih pa pač to traja lahko zelo dolgo časa in se potem nelagodje ob tem še stopnjujejo, ne. Ker ti ne gre, pa misliš, da mora iti, pa se ti zdi potem, da si popolnoma zabredel v neko smer, pa zavrneš tisto, zavržeš ali pa skušaš predelovati. Ogromno je različnih situacij, no, skozi katere se to dogaja. Kljub temu pa mislim, da pač je to nek specifičen talent, no, neka specifična danost, kot je najbrž v glasbi, čeprav to ni vse, seveda, ampak res dober posluh, ne. Tako bi rekel, da je to nekaj, kar je še teže opredeljivo, se ne da tako posluh meriti, ampak je nekaj danega, no. Včasih mi je bilo zanimivo, ko sem se pogovarjal s kakšnimi silno imenitnimi gospodi, svojimi profesorji, tudi ki jih zelo cenim in so pač seveda bili ali pa so še sijajni, ne. Ampak tako, ko je pogovor postal bolj sproščen, ne, ko niso bili več moji profesorji, ne. Je bilo zanimivo, sem videl, koliko jim je do pesništva, do tega, da bi bili pesniki, ne. Pa prosim, so zelo izjemno veliki ljudje, ki so veliki potem, da so tako kritični, da se niso imeli za pesmi, pa bi se mogoče lahko imeli, ne. Ali pa tudi so, ne. Ampak neverjetno, ne. To je seveda nekaj, kar zelo cenim in mi veliko pomeni, ne. Ni pa to tako, bi rekel, no, ena strašno prijetna stvar, no, skozi cela to, da pač čutiš, da moraš pisati. Z veliko takšnimi pa drugačnimi, no, nepriličnostmi je povezano, veste. Ampak res mislim, da je to povezano z navdihom. To podobne misli najdete v zelo različnih časih. Znano je recimo v Platonovu, če malo ste slišali za Platona, pa ne vem, nekje je to, pa se ne spomni, pa ni v Ionu, mislim, da je v Fajdru, ko govori o ravno o tem vprašanju, se da poezija naučiti ali je nekaj prirojenega. In potem reče, ne vem, Sokrat ali kdo, ja, no, saj veš, kako je, ko pridejo dobro naučeni rapsodi in svojo glasbo osvajajo občinstvo, ne, potem nadoma pojavi navdihnen rapsod, ne, navdihnen, grško se je reklo entusiasmos, temu to pomeni, da je Bog vanj vstopil, kako pride in nenadoma v trenutku osmeši vse tiste mojstre, priučeni, ki so delali. Poanta tega je,
v tem, da ta stvar ni razpoložljiva. No, a mu nastane pesem ali ne, ni stvar veščine. Ne moreš tako izdelati, kot lahko dober mizar mizo izdela. Kaj bi pa svetovali mlademu ustvarjalcu, na kaj mora biti pozoren pri pesništvu? Nikoli se ne sme izneveriti samemu sebi. Nikoli. Mora brati, mora gledati, kaj se piše, kako se razmišlja o vsem tem. Ampak ne sme pustiti, da to, kar bo prebral ali v literarnih revijah, ali na spletu, ali kjerkoli, da mu bo to bliže od tega, kar čuti v sebi. Pa če še tako neboglen se zdel samo v sebi v teh poskusih, ker to ni vedno lahko. Ne. Ampak nikoli ne. Nikoli izdati samega sebi. To je seveda težko, zato ker mi ne vemo pogosto, kdo smo mi. Mislim, sploh tisti, ki se, recimo, ali smo malo taki posebneži, pa se ukvarjamo s umetnostjo. Ne. Ampak mislim, da tudi drugi imamo trenutke, ko je težko, ko ne veš pravzaprav, kaj bi. Ne. Ampak vsakdo pa čuti v sebi, če še tako nejasno, v katero smer mora iti. Ne. Da bo on, da se ne bo izdal. In tega pa ne sme nikoli zapustiti, ker potem je pa konc. Potem pa ni umetnosti več, po mojem. Ste mogoče včasih na svojih začetkih razmišljali, kako bo bralec sprejel vašo poezijo? Se vam je to zmer zdelo postranskega pomena in mogoče kdo danes prvi prebere vašo poezijo? Ja, seveda, človek s tem, ko piše, že vstopa v jezik, že komunicira in s tem že misliš na to, da bo to nekdo bral, jasno. To je, zlasti ko si mlad, je seveda izredno važno to, kdo bo tvoje občinstvo, kdo je tisti, ki ti bere, kaj ti o tem pove. Jaz se spomnim, recimo, torej dolgo časa seveda nisem nikomur kazal, kaj sem pisal. Čeprav sem kasneje v prvi zbirki objavil nekaj svojih srednješolskih pesmi, te knjige zdaj nimam s sabo, Srčni grb se imenuje. Pač tisti prvi cikl je bil en tak dnevnik, ki sem si ga pisal pesniški v srednji šoli. Ampak tega nisem nikoli nobenemu kazal. Ne. Mi smo imeli zelo velik problem, mislim mi, moja generacija, pa ne vem zdaj, če je kaj drugače, ne. Da je bilo strašno prijetno pisati bolj osebno. Pa ne mislim zdaj tako privatne stvari. Tega je tudi zdaj v poeziji veliko, nekam, kakšen čaj pijajo, pa kam grejo na piknik, pa kaj zvem, mislim, kaj kadijo in tako. Tega je veliko, pa nisem mislil to vrstne osebnosti, ampak tega, da ti notranja dogajanje razgališ. Zakaj? Zato, ker tam pa si res gol, tam se pa ne moreš za noben kliše skriti. Tam pač se pokaže, kaj se pravzaprav s tabo dogaja, ne? Tudi v tistih stvareh, ki so res tvoje, ne? Ki niso splošne. Zato je bilo težko pisati in to se pozna seveda tudi v moji zgodnji poeziji. Sem bral potem zelo veliko, da se ne vem, poznate, da je tukaj Stéphane Mallarmé, francoski simbolist, ne? Ki je tako čudovite pesmi, popolnoma brez vsake vsebine pisal, ampak res jezikovno čudovite, bravurozne. Enkrat so ga vprašali za en sonet, kaj predstavlja, a je jutranja ali večerna zarja, in Mallarmé je rekel, ne, to je moj predalnik. Ne. Skratka, pesmi so tako namenoma zabrisane, da tega ni moč razbrati, imajo pa se čudovit zven in to je neka pot moderne poezije, ki je tudi zelo zanimiva, ampak skratka, ta osebni izraz je pa seveda bil problematičen, pa jaz mislim, da na nek način tudi v sodobnem svetu literarnem je. In vendar mislim, da je treba to ceno plačati, to težo razgaljanja, to je treba vzeti nase in seveda,
ne mislim s tem, da se ne bi ukvarjali z obliko, da se ne bi trudili, kako bomo to napisali. Jasno. Ne. Saj pesnik sam, bi rekel, najbolj trpi, če mu ne uspe napisati tako, kot želi in tako, kot čuti. To je najhujš zanj. On sam to ve, ne bolj kot pa kakršenkoli kritik. Ampak to bi rekel, ne. To bi rekel. Tudi mislim, da je seveda dobro, da veliko bere, to je najbrž odveč sploh pripominjati, ampak mogoče je tudi dobro, da daj kakšno resno stvar o poeziji prebere. Ki je mogoče napisal kdo, ki je imel res rad poezijo, mogoče kakšen pesnik sam. Pri nas sicer tega ni tako zelo veliko, ampak se znate jezike, pa lahko to poiščete. Jaz v glavnem ne verjamem, veste, v šole kreativnega pisanja. Res globoko ne verjamem v to. Verjamem, da ima to sicer lahko neki kulturen smisel, čisto terapevtski smisel, umetniškega smisla pa ne more imeti. Ne. En resnično velik pesnik 20. stoletja se je imenoval Octavio Paz, Mehičan, Nobelov nagrajenec tudi. Jaz bi rekel, eden tistih, ki delajo čast Nobelovi nagradi, ne, da je njegova čast Nobelova nagrada. In ko so mu nekoč govorili, poglejte, ne, kakšen uspeh ima zdaj v Ameriki šola kreativnega pisanja, kako krasna literatura zdaj nastaja v teh šolah. In je rekel, Paz, verjamem, ja res. Je rekel, najbrž se tudi profesorice pa profesori na teh univerzah, ko se sprehajajo po stopniščih, imajo kakšen trenutek, ko pade svetloba skozi okno tako na tiste stopnice, da se jim v bistvu pojavi pesem v njihovi notranjosti in iz tega nastaja ta dobra literatura. Če razumete, kaj sem hotel s tem povedati. Zdaj pa predlagam, da prisluhnemo novemu sklopu vaše poezije. Iz zbirke Tišine. Vigilija. Ni dovolj molčati, pregloboko so pokopane zvezde. Prevečkrat so bile ustreljene duše. Treba je dihati molk, če hočemo sploh še dihati. Naše besede, naša telesa, naše misli naj ga dihajo v dolgi noči resnice. Stopimo v pokrajine molka, naj strašne barve njegovega neba podaljšajo naše slutnje do tja, kamor same ne zmorejo, da se ne izgubimo. Odtisnimo v molk obraze umrlih, da jih ne pozabimo, da bo od njihovih potez vse polno pomena, vsaka nema ura naj sveti z njihovim plamenom. Oblikujmo iz molka posode za prepovedane solze in notranji jok. Vsak po meri svojega življenja. Dajmo iz njih drug drugemu piti smisel v dolgi noči resnice. Zgradimo iz molka hiše in mesto, da bodo v njem prebivale tudi sence, da bodo besede v njem varovale svet. Oblikujmo svoj molk, dihajmo ga, glejmo se v njem, dajmo ga drug drugemu, da ga bomo imeli v izobilju. Opne naših besed, opne naših teles, opne naših misli naj utripljajo v njem. Da nam spet zraste srce, da bomo, kar smo, da se ne izgubimo, ko blodimo vsak zase,
skozi leta, po dolgi noči resnice. Naslednja pesem ima pa naslov Kann keine Trauer sein. Žalosti ne more biti. V bistvu je to naslov pesnika, ki sem ga že prej omenil in ki mu je deloma posvečena tudi, ali pa navdihnjena z njim ta pesem, to je nemški pesnik Gottfried Benn. Obenem so pa v tej pesmi tudi direktne asociacije na nekatere druge pesnike, na Pavla Celana, na Lorko in še na koga. Ne more biti žalosti v tem večeru, kot je ni moglo biti v tisti pesmi, kjer je nekaj nadzemskega potreslo posteljo in solze. Nekaj, česar so bila pijana študentska leta in moja nočna hoja za smislom. Ne more je biti, čeprav nevidno vihrajo v zraku tvoji pepelnati lasje, Sulamit. Tako kot v neki drugi pesmi, čeprav je v zraku vse polno grobov in smrt ne opreza samo stolpov v Kordobi, ker ima že dolgo tvoje in moje oči. Nobenih obljub, nobenih vprašanj, nobene pesmi več. Samo ta topla safirasta luč, ki vztraja na zahodu, ta svetla osuplost, ki poji vse vidno, nenadna pomladnost misli, ko isti vlažni prsti zdrsnejo preko obraza in spuščajo zvezdnate metulje v deželo, v kateri se vzpenja lahko krili večer. Temnijo krošnje, zadnji lesk, ki se odbija od oken, srh preloma v zbeganih očeh, na posinjelih ustnicah zamre beseda in naša poražena življenja zdaj brezbrižno pijejo ta modri zrak, bogastva svojih nikoli sanjanih pomenov. Ne more biti žalosti, ne more biti pesmi v tem večeru. Samo ta vlažna safirasta svetloba, ki vanjo tonejo vsi naši dnevi. Smo že zelo dolgi. Bom torej za sklep prebral eno pesem iz zbirke Dvojni čas, ki je pred mnogimi leti išla in ki je mogoče najbolj moja pesem. Monolog spomina. Hodil sem iz sobe v sobo, ob okenskih steklih je plivkala voda časa. V njej zabrisujoče se podobe kot vrtnice v vetru ali smreke v meglici pozne jeseni, želje, ki se prelivajo prek nevešče izrazljanega okvira mladostnih verzov, mnogoplastna občutja, jezik na bregu od molčeče sle, iztegnen k daljni ženski, ki si je položila v naročje mesec, rdeči sram noči, ob predsmrtnem znoju izpirano, nikomur podarjeno življenje in upanje, ki se je opiralo samo nase in se razsipalo kot pelod po vročem, selej lačnem srcu. Hodil sem brez oddiha,
molčeč in neveden, iščoč kdo ve kaj. In vselej je cvetela roža sluten, neka pesem, temni, zanosni in boleči zvonovi noči. Ta pot med drevjem in sadovi, koraki, ki se zanikajo, ker jih zanaša v obe smeri, roke in oči, ki bi hotele oboje in nemočno obmirujejo. Skozi razporke rulet so negibno žareli otrpli obrazi dni, v zelenkasti svetlobi jutra, oblaki sreče, ki sem jim nekoč smel reči moji. Roj mušic nad semenom izvrženim v nič, roj zvest nad izginjajočo potjo, zlate črede, ki so blodile po večnosti, nepomogljivo gnane s piščalko nevidnega pastirja. Za časom, ki je poniknil v prostor, sem hodil iz sobe v sobo, iščoč vsako uro, ki je kot nevidna freska urezovala v stene sled preteklosti, vsako podobo ljubezni, od katere je živelo moje nebo. Nad zelenicami in strehami je veter odnašal melodije, ki so se spreminjale v sanje in v bolečino biti med pticami, okamenelimi v zubljih pozne zarje. O, tista pesem, na večernih valovih zazibana uganka eona, monolog spomina, ki je vzvišen in nepoklican spremenil v svetu daljavo. Pogled, ki je že steklenel, vsakokrat, ko se je misel dotaknila neke roke ali besede, se je vnovič raztopilo steklo časa. Sleherni obraz je bil cvetoča zvezda na breskvinih vejah ali breskov cvet na modrih vejah neba, da vselej nedotakljiv v globoki samoti mojega spomina. Hodil sem iz sobe v sobo, iz njih je že davno odtekla svetla kri. V nebogljenem molku teh prostorov, vase zgrbljenih in nepometenih, sem iskal roke, iz katerih sem prejemal življenje in ki so mi tolikokrat vrnile nerazumljivo vero v novo rojstvo sveta. Tudi te, že davno zasute s pozabo. Zunaj se je rojeval jugozahodnik, trepetavi metulj otroštva. Svetloba se je sesedala, v žerjavici zanosa, v zraku le še tista pesem, zadnji stavek, andante senza ritorno, in obrisi sob za temnim steklom bolečine. Hvala. V zadnjem času se z Gabrielo, ker smo 4. letnik, pogosto sprašujeva kam, pa bi morda še za zaključek prebrali to pesem iz pesniške zbirke Pogovori z nikomer. Pesem kam? Kam? V jesenskih jutrih se ne sliši časa, razmočena resničnost, brez poti, zaplata zemlje, ki jo dež raznaša. Živeti, misliti je, da te ni, a to, da šipek sije skozi meglo,
da v mraku smrek ogrezaš se drugam, da se besede z vetrom mešajo. Živeti je, ponavljati si, kam. Mogoče čisto za konec pa še eno tako bolj hudomušno vprašanje. Torej, kakšne spomine imate na življenje na Škofijski, če imate kakšno anekdoto, ki bi mogoče hoteli deliti? Ja, spomini, veste, kako je, to je spet ena od stvari, ki jo težko veste. Kaj ti starejši, ko si, svetlejši so spomini, ko gledaš nazaj. Marsikatera stvar, marsikatero stvar idealiziraš. Ne. Ampak, ne glede na to, da je to pač en tak mehanizem v človeku, ne, moram reči, da imam res zelo dobre, lepe spomine na te čase. Jaz res, da nisem bil nikoli polno zaposlen tukaj na tej šoli. Ne. Torej, bi bil prav tako, mislim, tukaj redno v službi, ampak sem pa bil na samem začetku, ko je ta stavba, ko je bil samo majčken delček te stavbe obnovljen, vse ostalo so bili pa popolnoma razrušeni, opustošeni, vandalizirani hodniki, kakršne je za seboj pustila JNA. In moram sicer reči, da je bilo takrat se teže zgubiti v tej zgradbi, zaradi tega, ker je bilo samo par razredov, ki so funkcionirali. In pač smo že našli. Ne. Seveda je bilo tudi takrat, sploh od začetka je bil to samo najprej prvi letnik, ne, čeprav mislim, da je bilo 5 paralel, ki je bilo že zelo veliko in tako dalje. In seveda smo se tudi vsi, ki smo takrat tukaj učili, poznali, ne, relativno majhen je bil tudi na začetku profesorski zbor, kar je jasno, ker je bil šele en letnik. Ne. In je bilo zelo veliko, moram pa reči, je bilo zelo veliko dela s tistim, kar sem jaz delal. Zakaj? Zato, ker ni bilo nobenih v bistvu učnih načrtov in je bilo treba vse stvari sproti sintetizirati. Jaz sem učil grščino in grščina se je leta 1958 nehala poučevati v Sloveniji in potem od takrat nič ni bilo. Ne. In je bilo treba zelo veliko stvari sproti nekako znajti si, izmisliti. No. Ampak mislim, da je še kar šlo, ker sem imel zelo dobre dijake in dijakinje, ki so pač potem, ne vem sicer, če je to kakršnakoli zasluga grščine, prosim, seveda. Mislim, da so drugače zelo dobro izoblikovali in postali uspešni in kvalitetni ljudje na svojih področjih. Anekdot bom eno samo kritično povedal, ki je resnična. Bil sem en razred, v katerem je bilo v prvi konferenci 18 nezadostnih, te sem pa latinščino učil. In potem je bila anketa, ne, kater predmet mi je najbolj všeč, pa kater mi je najmanj všeč. In najmanj všeč mi je bila latinščina in razlog je bil profesor. Tako je bilo. Ampak smo preživeli, ne, tako oni kot mi. Ne. No, ampak jaz sem učil latinščino samo prvi letnik, ne, potem sem pa učil grščino. In takrat je bilo tako, da je bil razred, ki je imel grščino, je bil zelo velik razred, je bilo okrog 30 dijakov, tako da je bilo to čisto posebno, ali čisto posebna zadeva. Še to vam bom rekel, če primerjam tisto delo tukaj, ne, s tistim, ki ga imam v službi na fakulteti. Tukaj sem imel 30 ali koliko dijakin in dijakov, ne. Tam pa imam trenutno enega samega študenta. To bi bila razlika težko večja. Kako ste se pa odločili za študij klasične filologije? Zakaj ravno klasično? Ja, zdaj bi moral povedati kaj lepega, da bi še koga vnel za to, da pride študirati k nas.
da ne bojo osamljeni študenti in študentke. Torej, moja odločitev je bila tako, to je bilo še v drugih časih. Jaz sem študiral seveda še v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. No, potem končal sem že v Sloveniji, ampak navdušil me je za vso to stvar moj stari oče. In sicer je bila to precej taka romantična, zanesena odločitev. Moj star oče je bil pravnik, bil je sodnik iz stare Jugoslavije, ki je, jaz sem že toliko star, da je moj star oče seveda diplomiral v Avstro-Ogrski še pravno fakulteto. In takrat so se ogromno učili latinsko in grško. In on je precej tega znal, tudi jasno iz srednje šole. In mi je večkrat kakšne take stvari povedal, kakšne citate in tako naprej. In potem sem se malo učila. In meni se zdi to nekaj čisto posebnega, ker takrat ni bilo, praktično nikjer se ni to učilo. Ne. In ni bilo tudi nekako tako, kako bi rekel, zelo na ceni v družbi in to mi je še toliko bolj delalo zrežljivo in zanimivo, malo uporniško stvarno. In potem sem se v bistvu odločil zaradi tega. Ne. In mi ni žal, ne, niti za trenutek mi pa ni bilo žal, jaz sem imel res, jaz mislim, najboljše možne profesorje. Profesorja Gantarja, ne, letošnjega nagrajenca, Prešernovega profesorja Primoža Simonitija in profesorico Eriko Mihevc-Gabrovec, ki je bila velika, velika učenjakinja in najbolj prijazna gospa in največja dama, kar sem jih v življenju srečal. Jaz sem hodil na nek tečaj stare grščine, to zaradi nje povem, ne zaradi sebe, še ker sem gimnazijo hodil, pač na ta njen tečaj na univerzi. In ker sem imel turnus, mi smo imeli turnus na Poljanski, smo imeli en teden dopoldne, en teden popoldne, sem lahko samo na 14 dni hodil, ne. Pa tak sem bil, 17 let star, ne. Fantič, ne. In gospa si je vzela vsakič čas, eno uro ali pa celo 2, da mi je vso tisto snov za tiste ure, ker nisem mogel hoditi, čisto posebej zame razložila in pogledala vse vaje, skratka, kar je bilo prav in kar ni bilo prav, tako je bilo seveda meni popolnoma neverjetno. Ne. In če pač kaj znam grško, no, znam zaradi te gospe. No, preden pa zaključimo, pa bi mogoče pripravili še kaj neobjavljenega. Če ste kaj pripravili? Ja. Kaj kratkega, da ne bom predolg. Pa tudi kratkega zato, ker je oblika, v kateri zdaj največ pišem, so čisto kratke pesmi. Čisto kratke pesmi. Deloma zato, ker ni veliko časa, deloma pa, ker je pač to ena posebna oblika, ki jo imam rad. No. In nastal je en zelo obsežen, no, ne bom rekel cikl, ampak imam ogromno, imam več 100 pesmi, take kratke obliki, ki sem jim dal naslov Mistični pejsaži. Skratka, pejsaž, podoba, ki pa ni samo zunanja podoba, ampak ima recimo v sebi neko duhovno ali pa skrivnostno razsežnost. In bom prebral par teh pejsažev. Ne bom nič bral naslovov, ker imajo naslove samo po številkah in to nima smisla. Recimo bom prebral 4 takšne pesmi. Pobledela, kakor tvoja leta, koruzna stebla ob cesti. Dan zveni od svetlobe in so lastovke in ose in je sadje in so sanje. In nekje je tisto, česar tu ni več.
drevesa, v nebo vzeta sredi mesta. To pa je že čisto druga zgodba, ta pravlična nežnost. Od nikoder, od zmeraj te barve, ognji nevidnega in breztežna samota, v kateri plavajo naša življenja, brez letnic in smeri. Brezmočno plavanje besed, spomin. Potem pride njegova minuta. Med bezgovimi vejami se življenje prevede v molk, v katerem slepi plavamo onstran časa. Še en pomladni pejsaž. Vonj tišine, od zmerajšnji, v vodeno-oranžni minuti zatona. Kar je bilo, je tu, brez bolečine. Kar sem, je odprto na vse strani. Z vsemi popki poje tišina, da je, česar ni. Nažalost smo se približali koncu današnjega srečanja, ampak moramo povedati, da smo res počaščeni, da ste se ga lahko udeležili in da smo po 2 letih lahko spet organizirali tovrsten dogodek. Predvsem so bili pa tudi veseli, ker sva tudi sami doskrat v vaših pesmih našli nek tak dom. Lepa. Nekaj še majhna malenkost za vas. Ja. Najlepša hvala. Hvala. Hvala tudi vsem, ki ste prišli.